del ekipe, ki je tudi pripravila ta projekt Dan slovenskih lekarn, že kar nekaj let zapored. Letos je to že 7. Pa če vam tako kar predstavim, poleg mene je magistra Mira Vazovič, ona je glavna urednica tele knjižice Zdravila in samozdravljenje, magistra Nina Pisk, že tudi kar nekaj let skrbi za ta projekt, predsednica sekcije farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu, v.d. predsednika Lekarniške zbornice dr. Aleš Mlinarič in pa Helena Pavšar, ki je sodelovala pri izvedbi raziskave, se pravi, kaj si Slovenci mislijo o samozdravljenju oziroma zdravilih za samozdravljenje. Tema, pač po mojem, ni potreben, če te besede o tem zgubljam, samozdravljenje zdravila, Dan lekarn, pa kar prosim magistro Nino Pisk, če malo več pove. Najlepša hvala za te uvodne besede. Vse skupaj lepo pozdravljam tudi v imenu Slovenskega farmacevtskega društva. Sekcija farmacevtov javnih lekarn, ki deluje v okviru Slovenskega farmacevtskega društva, torej v sodelovanju z Lekarniško zbornico letos že 7. organizira Dan slovenskih lekarn. 26. september je dan, ko godujeta naša zavetnika, to sta Damjan in Kozma, in lekarniški farmacevti ob tem dnevu pač pripravljamo številne aktivnosti, s katerimi želimo spodbujati pravilno in varno uporabo zdravil. Kot že rečeno, bomo tokrat lekarniški farmacevti osrednjo pozornost namenili odgovornemu samozdravljenju. Danes samozdravljenje nedvomno predstavlja pozitiven družbeni pojav. V ožjem pomenu besede lahko samozdravljenje opredelimo kot uporabo zdravil brez recepta, za katero se pravzaprav odločajo bolniki, predvsem na lastno pobudo in lastno odgovornost, seveda z možno pomočjo ali nasvetom farmacevtov ali pa tudi drugih zdravstvenih delavcev. Samozdravljenje je pravzaprav omejeno na pomoč oziroma na pomoč pri preprečevanju in zdravljenju tistih zdravstvenih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Če pa gledamo samozdravljenje nekoliko širše, pa je to samozdravljenje vključuje vse dejavnosti posameznika, ki zase ali pa za svoje družinske člane skrbi za ohranjanje in varovanje zdravja in odpravo nekaterih manjših zdravstvenih težav. Mogoče že kar na začetku izpostavim nekatere ugotovitve naše raziskave, ki je preomenila že gospa Ažman, in sicer, da sta najbolj razširjeni obliki samozdravljenja pri Slovencih uporaba zdravil brez recepta in uporaba zdravil iz zelišč, Slovenci pa najpogosteje iščejo informacije o samozdravljenju pri zdravniku in farmacevtu v lekarni. Ne smemo pozabiti, da je osrednja pozornost pri samozdravljenju namenjena varnosti, odgovornosti ter tudi kakovosti informacij in izdelkov. Vse več se torej govori o tako imenovanem odgovornem samozdravljenju, kjer pa velik del odgovornosti nosi prav bolnik. Bolnik je tisti, ki je odgovoren za pravo oceno resnosti zdravstvene težave, za odločitev bodisi za izbiro zdravila, za obisk zdravnika v primeru, da oceni, da gre za resnejše zdravstvene težave, ali pa za spremembo življenjskega sloga, ki mu tudi lahko pomaga pri lajšanju zdravstvenih težav. Zelo pomembna odgovornost bolnika je tudi, da uporablja zdravilo skladno z navodili ter spremlja potek samozdravljenja. Tukaj se vprašamo, kakšna je vloga lekarniškega farmacevta. Nedvomno lahko lekarniški farmacevt s svojim znanjem o zdravstvenih težavah, še posebej pa znanjem o zdravilih, bolniku veliko pomaga pri oceni resnosti zdravstvene težave in s tem tudi pri samem odločanju za samozdravljenje. Tukaj bi posebej izpostavila, da je še večja odgovornost, kadar gre za samozdravljenje dojenčkov, majhnih otrok, nosečnic, doječih mater, starostnikov in kroničnih bolnikov in še zlasti v tem primeru je pogovor z lekarniškim farmacevtom lahko bistveno zmanjša tveganje, ki ga pri samozdravljenju nosi bolnik. Za zagotavljanje te pravilne in varne uporabe zdravil brez recepta je torej res potrebno zelo dobro poznavanje bolnika, njegovih težav in pa tudi morebitne stalne terapije, ki jo bolnik uporablja. To je zelo pomembna ta tako imenovana osebna kartica zdravil, kjer naj bolnik vedno navede ne samo zdravila na recept, ki jih uporablja, ampak tudi zdravila brez recepta, ki jih morebiti uporablja oziroma druge izdelke.
Poleg tega je tu zelo pomembno dobro sodelovanje med bolnikom, lekarniškim farmacevtom in zdravnikom, kar se pričakuje, da se bo še izboljšalo ob vzpostavitvi e-zdravja v Sloveniji. Mogoče bi izpostavila še to, da je tudi pri uporabi zdravil za samozdravljenje res potrebno upoštevati vsa splošna priporočila, ki veljajo za pravilno in varno uporabo zdravil. Mogoče je med ljudmi prisotno določeno mnenje, da so zdravila dosegljiva brez recepta, še zlasti, če so rastlinskega izvora, popolnoma varno oziroma brez tveganj. Opozorila bi tudi na to, da so običajno izdelki za samozdravljenje del domače lekarne, zato je potrebno pred jemanjem zdravil vedno preveriti rok uporabnosti, ta zdravila shranjevati pod ustreznimi pogoji in seveda nedosegljivo otrokom. In pa še na eno dejstvo je potrebno opozoriti, ki je povezano tudi z ugotovitvijo naše raziskave. Naj bolniki ne jemljajo zdravil, ki jih je pred časom predpisal zdravnik za iste ali podobne težave, in naj si pri samozdravljenju ne izmenjujejo zdravil, ki jih drugi uporabljajo za iste oziroma podobne simptome. Torej res, letošnja tema je posvečena odgovornemu samozdravljenju ter pravilni in varni uporabi zdravil za samozdravljenje. Ob tej priložnosti bodo v ponedeljek v vseh slovenskih javnih lekarnah brezplačno na voljo informativne knjižice, ki jo bo kasneje predstavila urednica magistra Abazovič. Na letošnjo temo že nekaj časa opozarjajo tudi plakati v naših lekarnah. V času priprav na letošnji dan slovenskih lekarn smo izvedli tudi določeno krajšo raziskavo, ki jo bo predstavila magistra Pavšarjeva. Me pa zelo veseli, da bodo lekarniški farmacevti zelo aktivni tudi v svojih okoljih in bodo pripravili na to temo številna predavanja. Tudi vas kot novinarje povabim, da tukaj sodelujemo in to temo sporočili predstavite tudi laični javnosti, se vam že vnaprej za to sodelovanje tudi zahvaljujem. Hvala. Zdaj pa se pravi, v lekarni boste veseli, če bojo ljudje se posvetovali tudi pred odločitvijo za samozdravljenje z lekarniškim farmacevtom. Prosim, kar dr. Mlinariča, če lahko tudi to vlogo lekarniškega farmacevta malo bolj mogoče v tem kontekstu predstavi. Hvala lepo za besedo. Lep pozdrav tudi v imenu Lekarniške zbornice Slovenije. Mogoče bo zanimivo, da se v teh svojih nekaj besedah navežem tudi na aktualne dogodke. Vi veste, da včeraj s padcem vlade se je tudi nam nekaj zgodilo, namreč pripravili smo zakon o lekarniški dejavnosti oziroma zbornica bo s pripravo tega zakona nadaljevala. Mi smo že nekako se uskladili glede strokovnega dela zakona. To je za današnjo debato tudi zelo pomembno. Ta zakon o lekarniški dejavnosti je prvi zakon o takšni dejavnosti, ki bo dejansko uzakonil aktivno vlogo magistra farmacije v lekarni in tudi druge v zdravstvenem timu, da pacientom ponudi tako imenovano farmacevtsko obravnavo. To je en sklop kognitivnih storitev, ki bodo pripomogli k temu, da bomo tudi lekarniški farmacevti na katerem koli nivoju, pa ne bo to primarni, sekundarni ali pa terciarni, poskrbeli za to, da bomo v pomoč tako zdravnikom kot pacientom pri pravilni in racionalni rabi zdravil. Na sekundarnem pa na terciarnem nivoju si farmacevta predstavljamo v glavnem kot kliničnega farmacevta, kot del zdravstvenega tima v bolnišnicah. Uvajamo pa tudi eno novo in zelo zanimivo storitev, to je pa konziliarni farmacevt na primarnem nivoju, kar pomeni, da bodo magistri farmacije, ki bodo imeli še dodatna znanja, predvsem o tem, o neželenih učinkih zdravil, o interakcijah med zdravili, lahko s pomočjo zdaj teh sodobnih načinov komunikacije, pri tem mislim predvsem elektronski način komunikacije, svetovali zdravnikom v zdravstvenih domovih, se pravi na primarnem nivoju. To je taka silno pomembna novost. Druga zadeva je pa ta, da želimo lekarniški farmacevti narediti še nekaj zelo pomembnega. S tem projektom, ki ga peljemo skupaj s Slovenskim farmacevtskim društvom, želimo opolnomočiti paciente, če temu tako rečem, to je tak lep izraz opolnomočenje, da bodo tako dobro že sami po sebi informirani, da bodo, bi rekel, znali zelo dobro vprašati v lekarni in tudi dobili ustrezni svet od magistra farmacije. Zdaj pri uporabi zdravil je pač tako, ne, da če se tako malo po domače izrazim, da ponavadi pravijo, da od viška ne boli glava, ampak pri zdravilih je pa to ravno obratno. Nesmotrna, neracionalna, pretirana uporaba, pa ne samo zdravil, ampak tudi
drugih izdelkov, ki so v lekarnah na voljo oziroma ki so na voljo drugje, to so predvsem prehranska dopolnila. Prehranska dopolnila so velik problem zato, ker je oglaševanje teh izdelkov izredno agresivno, ker se jim pripisujejo zdravilne lastnosti in ker pacienti ponavadi o tem, kaj še jemljajo poleg zdravil predpisanih na recept, predpisanih brez recepta, ne upajo ali pa ne želijo povedati. Mi opažamo tudi, da se v Sloveniji, to je jasno dokumentirano, predpisovanje zdravil na recept raste iz leta v leto. Kar pomeni, da posledično raste tudi število pacientov, ki prejemajo nesorazmerno veliko število zdravil naenkrat. Ministrstvo za zdravje opozarja na svojih spletnih straneh, oni so uvedli en tak, mogoče ne preveč posrečen termin polifarmacija, to pomeni sočasno imanje večjega števila naenkrat, da več kot 5 ni v redu. Imamo pa v Sloveniji take paciente, ki prejemajo tudi po 10, 15 ali celo 18 zdravil naenkrat. Žal, kot sem prej rekel, skladno s povečevanjem števila predpisanih receptov, raste tudi število takih pacientov. In tu je zdaj tista vloga magistra farmacije, ki sem jo omenil prej, se pravi na vseh nivojih od primarnega do terciarnega, pri pomoč k temu, da se bo število takšnih pacientov zmanjševalo. Mi smo v zakonu, pa tudi v enem pilotnem projektu, opredelili kot eno izmed teh novih farmacevtskih storitev tako imenovan pregled uporabe zdravil. Kaj je zdaj to? To pomeni, da ko pacient pride v lekarno, se bo s farmacevtom pogovoril o tem, če sploh dobro razume in ve, kakšna zdravila jemlje, zakaj jih jemlje, kako jih jemlje, koliko časa jih bo imel, kaj se mu lahko zgodi, če ta zdravila jemlje skupaj, oziroma kaj se mu lahko zgodi, če uživa kakšne določene vrste hrane, ki lahko vpliva na presnovo zdravil, če uživa določene druge izdelke, ki lahko vplivajo na presnovo zdravil. Nadgradnja tega pregleda uporabe zdravil bo tako imenovan farmakoterapijski pregled, kjer se bo pa magister farmacije posvetil izključno in samo ugotavljanju teh možnih medsebojnih učinkov zdravil, ki bi bile lahko za pacienta neugodni. Vse te storitve bodo seveda potekale tako, da bo farmacevt nekje na sredini, na eni strani bo zdravnik kot en del zdravstvenega tima, na drugi strani bo pacient, za katerega bodo pač te storitve pripomogle k ohranjanju boljšega zdravja, pa k izboljšanju kakovosti življenja. Še ena pomembna zadeva je pri tem samozdravljenju, malo sem se dotaknil že prej. Mi se zavedamo, lekarniški farmacevti, da smo poleg tega, da pacientom nudimo kakovostna, varna in učinkovita zdravila, za kar poskrbi seveda država preko javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, da smo odgovorni tudi za to, da tak pacient dobi enake vrste nasvet, se pravi kakovosten, varni in učinkovit. Soodgovorni pa smo tudi za vse ostale izdelke, ki jih v lekarnah izdamo, se pravi tudi za prehranska dopolnila, in tu se bo lekarniška zbornica še dodatno angažirala, da bomo še ta vidik, ki mu ne smemo reči samo zdravljenje, čeprav večina pacientov to tako razume, ampak neko dopolnjevanje prehrane na primeren način za pacienta ustrezen, varen tudi zagotovili. To pa z moje strani. Hvala. Se pravi, če pri zdravljenju zdravili na recept bolniku ne preostane drugega, kot da se posvetuje tudi v lekarni oziroma z lekarniškim farmacevtom, je pa pri samozdravljenju vsem pomemben, da bolnik tudi se zaveda določenih tveganj, bom rekla, da je dobro, če se posvetuje v lekarni, ampak kaj pa tisto, kar mora vedeti, preden se odloči za samozdravljenje. Hvala za besedo, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Knjižica, ki smo jo letos pripravili za obdnevu lekarn, v tej knjižici smo želeli poudariti, da bi se pacienti zavedali, da samozdravljenje izvajajo na lastno pobudo in tudi na lastno odgovornost. Samozdravljenje je sicer omejeno na pomoč pri preprečevanju zdravljenja manjših zdravstvenih težav, kadar posvetovanje z zdravnikom običajno ni potrebno. Tudi obdobje samozdravljenja smo poudarili v knjižici, je omejeno na nekaj dni, od 3 do 7 dni. Paciente smo tudi opozorili, če se v tem času stanje ne izboljša, da je potem potreben pregled pri zdravniku. Samozdravljenje naj bi zajemalo prepoznavanje znakov in simptomov, odločitev potem za posvet z lekarniškim farmacevtom ali za zdravnikom v primeru resnejših težav, odločitev za uporabo zdravila za samozdravljenje,
odgovornost za uporabo zdravila skladno navodili, spremljanje poteka samozdravljenja in pa da tudi morajo ohranjati zdravje z namenom preprečevanja in lajšanja zdravstvene težave. To se pravi, da je na bolnikovih strani kar precejšnja odgovornost in precej odločitev more sprejeti, da je samozdravljenje uspešno. So tudi stanja, ko samozdravljenje ni primerno. In sicer, če je premalo prepoznanih znakov oziroma simptomov za oceno resnosti zdravstvene težave. Ali če teh znakov ne moremo pravilno prepoznati, če ne popustijo v nekaj dneh ali se stanje še celo poslabša, če so ti znaki in simptomi resni, takrat je pač treba obiskati zdravnika. Potem tudi eno ali več zdravil, ki smo jih že uporabili, ni bilo uspešnih pri zdravljenju, če ugotovimo, da so se pojavili neželeni učinki in pa če sočasno obstajajo tudi razni psihiatrični problemi. V tem primeru je pač potrebno obiskati zdravnika. Zdaj, posebej pozorni pa moramo biti pri samozdravljenju posebnih določenih skupin, kot so dojenčki in mali otroci, nosečnice, doječe matere, kronični bolniki in starejši. Pri majhnih otrocih moramo biti predvsem pozorni na te znake in simptome, če smo jih pravilno prepoznali, in pa da izberemo pravo zdravilo. Pri nosečnicah je pomembno to, da ne bi se v času nosečnosti in tudi dojenja uporabljalo čim manjše število zdravil in le tista, ki so nujna, ker ima mnogo zdravil teratogeni učinek. Včasih se zavedamo, da ima teratogeni učinek, da imajo lahko tudi druge snovi, kot so kakšna organska topila, alkohol, tudi nekatere zdravilne rastline in to kljub temu nekateri v nosečnosti uporabljajo. Pri kroničnih bolnikih moramo biti pozorni predvsem pri tem, da je pri njih velikokrat delovanje ledvic in jeter spremenjeno in da je treba takrat tudi prilagoditi odmerke zdravil in tudi ni dobro uporabljati preveč zdravil za samozdravljenje. Prav tako je pri starejših bolnikih, ki imajo že ogromno zdravil in jih se s tem samo še dodatno lahko bremeni, če si sami izbirajo še zdravila za samozdravljanje. Zdaj, tveganja, ki jih prinaša samozdravljanje in pa tudi neustrezna uporaba zdravil, je lahko pri bolnikih ta, da nepravilno ocenijo resnost zdravstvenega stanja, nepravilno potem izberejo zdravljenje, nepravilno uporabijo zdravilo, lahko neustrezne odmerke jemljajo, tudi kombinirajo lahko nepravilno zdravila med sabo. Najbolj usodno je lahko pa to, da prepozno poiščejo zdravniško pomoč, ker pač prikrijejo določene znake, ki bi bili pomembni za diagnozo in je potem nevarnost obstaja, da se zakrije tudi kakšno hujše bolezensko stanje. Zdaj, katera stanja se največkrat samozdravijo oziroma katera zdravila se največkrat uporabljajo za samozdravljanje. To so zdravila za ublažitev bolečin, raznih revmatičnih težav, potem za prehladno obolenje, se pravi za olajšanje izkašljevanja, za ublažitev kašlja, potem tudi recimo za kožo, za sluznico, razna vnetja na koži ali pa tudi kje druge, potem urejanje in izboljšanje prebave in še razne, velikokrat tudi kakšne želodčne težave in razne druge težave, pač blažje težave, ki se lahko tudi samozdravijo. Zdaj, pomembno je, da se, tle bi še povedala, da se pri samozdravljanju največkrat uporabljajo zdravila, ki so na voljo brez recepta, vendar uporabljajo bolniki tudi druge pripravke, naprimer razne zeliščne pripravke, galenske pripravke in v zadnjem času tudi nekateri homeopatske pripravke,
tako za zdravljenje teh manjših težav, kot tudi za ohranjanje zdravja. Pri samozdravljenju je zelo pomembno, da upoštevamo tudi navodilo za uporabo zdravila, ki je priloženo zdravilu, in pa tudi tista navodila, ki jih da lekarniški farmacevt, če se pač z njim posvetujemo. Dobro je tudi poznati neželene učinke in pa včasih tudi, če se uporablja že druga zdravila redno, tudi interakcije med zdravili. V knjižici pa smo na koncu tudi podali še nekaj nasvetov, kaj naj imajo ljudje v svoji domači lekarni, kako naj ta zdravila shranjujejo in pa kaj naj vzamejo s sabo, če se odpravijo na potovanje. Hvala. Lanska raziskava, ki ste jo opravili v okviru Slovenskega farmacevtskega društva, je pokazala, da se tudi do polovica starejših ne drži dosledno navodil za jemanje zdravil. Kaj pa je letošnja raziskava pokazala? V okviru priprav na 7. dan slovenskih lekarn smo izvedli raziskavo o mnenju Slovencev o izdelkih za samozdravljenje in pa načinih informiranja glede njihove uporabe. Za raziskavo smo se odločili, zato ker smo se želeli seznaniti željami in potrebami Slovencev pri samozdravljenju. Najprej nekaj o izvedbi raziskave. Raziskavo smo izvedli anonimno s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika, ki smo ga razvili sami. Razumljivost vprašalnika smo predhodno testirali na manjšem vzorcu uporabnikov lekarniških storitev. Anketni vprašalnik smo nato poslali 1000 polnoletnim Slovencem, po pošti na dom. Randomiziran vzorec 1000 polnoletnih prebivalcev Slovenije smo pridobili s pomočjo Statističnega urada Republike Slovenije. Izbran je bil s pomočjo računalniškega programa iz telefonskega imenika Republike Slovenije. Anketne vprašalnike smo anketirancem poslali 10.6.2011. Izpolnjen vprašalnik so anketiranci vložili v priloženo kuverto in ga potem oddali v poštni nabiralnik. Vsem anketirancem smo po 2 tednih poslali nek opomnik, s katerim smo želeli še dodatno spodbuditi k izpolnjevanju ankete. V statistično analizo smo pa vključili vprašalnike, ki so jih anketiranci poslali nazaj v roku 6 tednov po začetku raziskave. Torej, poslali smo 1000 anketirancem, odgovore smo pa dobili od 222 anketiranih. Po statistični analizi smo pa dobili nekaj zelo zanimivih ugotovitev, ki jih bom zdaj na kratko predstavila. Najpogostejša oblika samozdravljenja med Slovenci je uporaba zdravil brez recepta, ki jih je v zadnjih 12 mesecih večkrat uporabilo 76% vprašanih. Med njimi so bile pogosteje ženske. Zdravilom brez recepta sledijo zdravilna zelišča, ki jih je večkrat uporabilo 62% vprašanih. V Sloveniji nekako velja, da so zdravilna zelišča zelo varna za uporabo, predvsem tista, ki jih ljudje naberejo sami, in njihova uporaba je tudi, kakor je tale naša anketa pokazala, zelo pogosta. Mi pa moramo poudariti, da zdravilna zelišča niso povsem vedno v vseh pogledih varna in da se je pri njihovi uporabi zelo dobro posvetovati z kakim zdravstvenim delavcem, predvsem zdravnikom ali pa lekarniškim farmacevtom. Ena izmed zelo pomembnih ugotovitev te raziskave je bila, da je kar polovica vprašanih za samozdravljenje enkrat ali večkrat uporabila tudi zdravila na recept, ki so jih imeli doma in so jih sami opredelili kot smiselna. To pomeni, da jih je zdravnik na recept predpisal že predhodno, potem so jih imeli v domači lekarni in so jih kasneje uporabili v samozdravljenju. Želeli bi poudariti, da zdravila na recept niso primerna za samozdravljenje in da lahko za pacienta predstavljajo kar veliko tveganje. Zato si bomo lekarniški farmacevti prizadevali, da bi čim manj ljudi uporabljali zdravila na recept v samozdravljenju. Torej, seveda s primernim svetovanjem. V zadnjem letu je prehransko dopolnilo kot način samozdravljenja večkrat uporabilo 30% anketirancev.
68% anketirancev pa je navedlo, da pozna razliko med zdravilom brez recepta in pa prehranskim dopolnilom. Mi bi želeli tu izpostaviti, da so prehranska dopolnila v prvi vrsti namenjena dopolnjevanju zdrave in raznovrstne prehrane in ne lajšanju zdravstvenih težav, kot jih ljudje večkrat dojemajo. Zato bi bilo zelo vredo, če bi se ljudje o uporabi prehranskih dopolnil posvetovali, na primer, z lekarniškim farmacevtom. Homeopatija se je izkazala nekako kot zelo malo uporabljena, v zadnjem letu jo je uporabilo samo 8% anketirancev. Raziskava je pokazala, da so najpogostejši 3 viri informacij o samozdravljenju zdravnik, magister farmacije, lekarniški farmacevt in pa farmacevtski tehnik v lekarni. Zdravnika je kot vir informacij navedlo 73% anketirancev, lekarniškega farmacevta 72%, farmacevtskega tehnika pa 62%. Potem izbrane so bile tudi medicinske sestre, pa osebje v specializirani trgovini, izbralo jih je 42% anketirancev. To kaže na to, da pravzaprav Slovenci kar precej imajo precejšnje zaupanje v zdravnika in pa lekarniške delavce. Drugi viri, ki so jih anketiranci nekako izbrali, so bili tudi prijatelji in znanci. Pri njih je informacija o samozdravljenju iskalo 60% ljudi, knjige in priročniki. 56% anketirancev je navedlo ta odgovor, izbralo odgovor, na internetu pa je iskalo informacije o samozdravljenju 51% anketiranih. Zdravilca je kot vir informacij uporabljal samo 23% anketiranih. Po mnenju 90% vprašanih, lekarniški farmacevti pri izdaji zdravil izvajajo ustrezno svetovanje in s tem bolnikom omogočajo odgovorno samozdravljenje. Zelo zanimiva ugotovitev te raziskave je bila pa tudi to, da se kar 80% vprašanih zaveda nujnosti spremljanja interakcij med zdravili na recept in brez recepta, zaradi tega, ker je kar 80% se je pač strinjalo z dejstvom, da mora biti farmacevt seznanjen z vsemi zdravili, ki jih posameznik uporablja, da lahko ustrezno svetuje o zdravilih brez recepta. Pomembna ugotovitev te raziskave je bila tudi, da bi bilo potrebno izboljšati sodelovanje med lekarniškim farmacevtom in zdravnikom. Več kot polovica vprašanih se je strinjala, da je med obema premalo sodelovanja. Med najbolj pogrešanimi nasveti v lekarni, torej v zvezi z zdravili brez recepta, so anketiranci izbrali interakcije med zdravili in pa nasvete v zvezi z možnimi neželenimi učinki med zdravili. Oba odgovora je izbralo 28% anketirancev. Razveseljivo pa je, da so na svetu vplivu drugih zdravil, ki jih bolniki hkrati sočasno jemljajo, statistično značilno manj pogrešali tisti anketiranci, ki redno jemljajo zdravila na recept, in prav ti anketiranci so se za izbiro zdravila brez recepta bistveno pogosteje odločali po nasvetu lekarniškega farmacevta. Na samo izbiro zdravila brez recepta pri Slovencih, kot je pokazala raziskava, imajo zelo velik vpliv osebne izkušnje. Nanje se pri izbiri zdravila brez recepta zanaša 45% vprašanih, osebnim izkušnjam pa sledita nasvet lekarniškega farmacevta z 20% in nasvet zdravnika s 13%. Torej, ugotovitve te raziskave so bile precej zanimive, sploh določene in nam bodo zelo pomagale pri nekako razvoju in dvigu kakovosti naših storitev, predvsem svetovanja v lekarni. Želela bi pa poudariti predvsem naslednje.
da je za pacienta, da samo zdravljenje ni brez tveganj in da je za paciente zelo koristno, če se pred izbiro zdravila za samo zdravljenje posvetujejo, lahko se obrnejo na lekarniškega farmacevta. In zelo pomembno za njih je, da upoštevajo navodila za uporabo zdravil, predvsem tista navodila, ki jih damo lekarniški farmacevti v lekarni. Lekarniškemu farmacevtu pa zelo olajša svetovanje v zvezi z zdravili brez recepta, če ima nek pacient, ki jemlje še druga zdravila na recept, izpolnjeno osebno kartico zdravil. Osebna kartica zdravil je pa seznam, na katerem ima pacient napisana vsa zdravila, ki jih jemlje na recept, poleg tega pa še zdravila, ki jih jemlje brez recepta. S tem ima farmacevt neko celovito informacijo in lažje svetuje. Zato se bomo lekarniški farmacevti v teh dneh, pa tudi v času dneva lekarn, poskušali med drugim tudi spodbuditi paciente, da bi se izdelali tak seznam. In nek tak list seznam lahko dobijo tudi v lekarni in farmacevti jim lahko pri izpolnjevanju tega seznama pomagamo. Zdaj v naslednjih dneh lahko tudi kadarkoli kasneje. Smo jim na voljo, ne, za vse informacije. Hvala. Koliko smo mi pripravili, če imate kakšno vprašanje oziroma želite za kakšno izjavo, pa tudi kar povejte, pa bomo seveda še to izvedeli. Sicer imate pa tudi kar nekaj teh informacij zapisanih in v knjižci in v gradivu. No? Gradivo vam bomo poslali še v elektronski obliki, da ne bo treba kaj prepisovati, če boste radili. Prvo vprašanje o zdravljivih, ki se zdaj izvedlo, brez recepta. Poznamo celo paleto proizvajalcev, imen in cen. Kaj bo tisto vodilo v vašem svetovanju bolnikom, da izbere cenejšo ali določenega proizvajalca? Vemo tudi, da v lekarnah sami delate teh zadev. Kaj bo tisto glavno vodilo, kakšne informacije nam boste ponudili? Magistr Fiskova, Helena. Sigurno to, kar smo ves čas izpostavljali v okviru vseh aktivnosti, ki jih letos vodimo na temo zdravila in samozdravljanje, varnost bolnika je na prvem mestu. In lekarniški farmacevt lahko s svojim znanjem o zdravstvenih težavah bolniku pomaga pri tej odgovornosti, ki jo ima, da ocenimo, ali je zdravstveno težave, se pravi simptomi in znaki, ki jih bolnik navaja, ali so v prvi vrsti sploh primerna za samozdravljenje. Tukaj sem že prej izpostavila, imamo posebna skupine bolnikov, se pravi dojenčki, otroci, nosečnice, doječe mame, starostniki, kronični bolniki, pri katerih je to tveganje še toliko večje. Pri izboru zdravila pa se vsekakor upošteva vsa ta posebna stanja, poleg tega tudi možne interakcije med zdravili, ki lahko nastopijo, zato smo večkrat danes izpostavili pomen celovite informacije o bolniku. Gledajte, za kašljanje, vemo, da ima proizvajalcev za proti kašlju, bom rekel, jih je najmanj 10. Ali pa naprimer, če imaš Podrex ali pa Calderon Col3, ki sta v bistvu podobna, ne? Da preklad, kjer pa svetujete vi? Mislim, da nekaj tazga. Glih po tem principu gremo, ko smo ga zdaj izpostavili. Se pravi, zmeri gledamo na posameznega bolnika, na varnost, ocenimo določena tveganja, pogledamo interakcije, ki so mogoče tudi za vsako zdravilo brez recepta je možna interakcija, kljub temu, da je verjetnost bistveno manjša, ker je pravzaprav to tudi ena od zahtev, da se zdravilo razvrsti na seznam zdravil, ki se lahko izdajo brez recepta. Sem nečega malo dvomen, ne, glede, bom rekel, če sem malo tako zrala, lekarna je trgovina, ne, ustvarjate promet, ne, seveda bom rekel, dražjih, imate večji promet, kot bilo cenejši. Alež, najbolj dober za nekoga. To v bistvu ne drži, ne, zato ker zdravila nimajo marže, niso na maržnem sistemu, se pravi, lekarna... Brez recepta. Zdravila brez recepta niso na marži. Zdravila brez recepta so pa plačana po storitvenem sistemu ali po točkovnem sistemu. To se pravi, če lekarna dobi, če je nabavna cena za lekarno 50 centov ali pa 500 evrov, lekarna zasluži v obeh primerih enako. Pri zdravilih. Pri drugih izdelkih je drugače, ampak pri zdravilih pa lekarna vedno zasluži enako. Ravno tako pri homeopatskih zdravilih. Jaz bi mogoče tukaj še izpostavila to dejstvo, da v lekarni velikokrat pravzaprav bolniku svetujemo in ob tem ne izdamo izdelka.
In velikokrat, na primer, ta ocena zdravstvenega stanja porabi veliko več našega znanja, našega časa in pravzaprav nimamo nobene evidence, da smo tem bolniku svetovali. Se pravi, ta storitev ni nikjer niti zabeležena, niti ni plačana. Naprimer, drugače je, kot če pride bolnik k splošnemu zdravniku in se splošni zdravnik odloči, da naredi napotitev k specialistu, on to zavede v svojo ambulanto kot obisk pri zdravniku. Pri nas tega ni in je velikokrat situacija, kot sem že omenila, porabimo, pa ne gre samo za čas, gre tudi za naše znanje, za naše izkušnje in bolniku svetujemo bodi si napotitev k zdravniku ali v primeru določenih zdravstvenih težav samo spremembo zdravstvenega stanja. Pravzaprav ne izdamo izdelka. In v tem primeru pravzaprav nimamo ne točke, ne marže, imamo pa samo res eno zadovoljstvo, da smo bolniku s svojim znanjem in izkušnjami pomagali. Mogoče tudi to smeri, da se zdravstveno stanje, ki je resno hitreje razreši in dobi ustrezen nasvet pri zdravniku in ustrezno obravnavo. Mogoče samo to, kar ste izpostavili, je dilema pravzaprav ali pa recimo debata tudi v lekarniški zbornici, tako da mogoče dr. Mlinarič, lekarna kot trgovina oziroma vloga farmacevta v tej lekarni, mogoče tudi če se vi. Zdaj mi smo jasno ugotavljali že pred nekaj časa, ko sem nastopil ta mandat, da zakonodaja ni v redu urejena in da dopušča določene anomalije, predvsem gre tle za spodbujanje pacientov k pretiranemu nakupu in porabi zdravil. Lekarna naj ne bi smela, pa tudi nikda ne bo trgovska dejavnost, čeprav mogoče to marsikdo razume drugače. Kaj smo mi v ta namen naredili? Naredili smo vse, kar smo lahko v tem trenutku in sicer v strokovni del zakona o lekarniški dejavnosti, ki je z naše strani pripravljen in ki seveda zdaj bo verjetno nekaj časa zamrznen, dokler se ne vzpostavi nova vlada, je en člen, v katerem piše, da je prepovedano vsakršno spodbujanje pacientov oziroma vsakršno delovanje magistra farmacije ali farmacevtskega tehnika v lekarni k spodbujanju ali celo nagrajevanju pacientov za pretiran nakup zdravil. To je eno določilo v zakonu, tega do zdaj seveda ni bilo, tudi v kakšnih pravilnikih ne, in to določilo tam je. Če bi, jaz upam, da se bo neko normalno politično stanje v Sloveniji zelo hitro spostavilo tudi z tega našega lekarniškega vidika, to gledam, da bo pač ta zakon sprejet in tam notri bo to zelo dobro opredeljeno. Se pravi, prepovedano bo nagrajevanje, vzpodbujanje, nagovarjanje pacientov k tem, da bi si kopičili neustrezne pa neprimerne zaloge zdravil. To sploh ni potrebno. To smo tu naredili. To sprav teh jabolk, ki jih recimo ponuja lekarna Ljubljana, da bo več. Ja, to je zdaj en tak primer. Zdaj veste, se pravim, jaz govorim o porabi zdravil. In verjamem, da tudi takšne kartice, kot jih vi omenjate, mi bi se morali osredotočiti, pa tudi mislim, da teče en projekt, da bi kartica zvestobe ne bila kartica za nagrajevanje nakupov v lekarnah, ampak da bi bila to takšna kartica, kot je omenila magistra Piskova. Na tej kartici ne bi bili zapisane vse storitve, pa vsi izdelki, ki jih je nek pacient v neki lekarni dobil. Ta baza teh podatkov ne bila centralizirana, dostop bi imel tudi zdravnik, bi zdravnik bil natančno obveščen tudi poleg lekarniškega farmacevta, kaj vse si je pacient privoščil, poleg zdravil na recept, zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil, če želite, oziroma katere druge storitve in nasveti so mu bile v lekarni nudene. To gre tudi v koncept tako imenovane izbrane lekarne. Pa mogoče bi tukaj izpostavili še to, da ko govorimo z zdravniki splošne medicine, oni velikokrat izpostavijo dejstvo, da bolniki ali ne želijo povedati, da so že pač izvedli določeno samozdravljenje, ali da uporabljajo na primer določene druge izdelke, tudi prehranska dopolnila, ali pa mogoče tudi imajo določen odnos do samozdravljenja, kot sem že prej rekla, veliko jih te izdelke za samozdravljenje ne jemlje kot zdravila in se jim ne zdi smiselno, da bi o tem poročali pri zdravniku. To tudi sami zdravniki nam povejo velikokrat, da teh podatkov nimajo. In če bi dobili res tako bazo podatkov o bolniku, seveda z vsemi temi zahtevami o varnosti podatkov, bi bilo z dviga varnosti in tveganja ne samo pri zdravilih brez recepta, ampak tudi pri zdravilih na recept veliko večje. In to mislim, da je tudi ena usmeritev e-zdravja, kar sem do sedaj seznanjena s tem projektom. Ravno zato se pa tukaj vloga farmacevta na ta način izpostavlja. Ne samo lekarna, ampak tudi vloga lekarniškega farmacevta. No, tudi, če mogoče še gospodu malo odgovorim, zdaj praksa glede tega
nagrajevanja je v različnih evropskih državah zelo različna. V nekaterih državah je lekarniška dejavnost bolj liberalizirana kot je tu, v nekaterih državah je zdaj zelo za tak primeren zgled ureditve lekarniške dejavnosti sigurno sosedna Avstrija. Tam so pa te stvari morda nekoliko bolj konzervativne, pa usmerjene izključno v to, o čemer danes govorimo, se pravi o zagotavljanju pravilne racionalne uporabe zdravil pa varnosti pacienta. In jaz mislim, da mora iti Slovenija, pa vsa lekarniška stroka, da tu smo nekako, imamo konsens v tej smeri. Da spodbujanje kakršnih koli pretiranih nakupov v lekarni, pa v bistvu tudi spodbujanje porabe zdravil je neprimerno. S tem se dolgoročno povečujejo zapleti, stroški za zdravstveno blagajno. In meni je samo žal, da recimo, da tega ne znamo nekako malo bolje ovrednotiti. Kaj se da narediti za to, da bi se nek pacient dobro, brez pretiranih stroškov, učinkovito pozdravil in da seveda, da bi ne bil obremenjen še z raznimi, recimo, prehranskimi dopolnili, pa z drugimi vsemogočimi živili, kot se danes pač oglašujejo. To mislim, da je naša naloga za prihodnost tako Slovenskega farmacevtskega društva kot lekarniške zbornice, ali pa v bistvu, če rečem enostavno vseh lekarniških farmacevtov. Mene zanima, kolikšen del prihodkov oziroma teh sredstev ste pa namenili na to, za to ozaveščanje o pravilni racionalni rabi oziroma s katerimi akcijami ste na to opozarjali? Stroškovno tako. Ja, največji del finance vsako leto izdaja tele knjižice in pa izdaja plakatov, to so pač tiste materialni stroški, kot se pač temu reče. Mogoče Jelka mi pomagate tukaj, če bo so poznane kakšne številke, ker gospa Dolinarjeva je sekretarka na društvu in pač pokrije ta finančni del. Ja, priprava take brošure, strokovna recenzija, oblikovanje, tisk, potem pa še distribucija, ker bi morate vedeti, da se to distribuira po vseh slovenskih lekarnah, ki jih je kot 300. Potem to tak projekt, naklada je pa različna, tam okrog 40 000. In potem tudi tak projekt tako med 15-20 tisoč evrov vsako leto in to je projekt, v katerega financira sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu, ker se ta knjižica deli brezplačno obiskovalcem. So pa sigurno še, na primer, posamezne aktivnosti v lokalnih okoljih, s katerim bi se res mogoče na tem mestu tudi zahvalila vsem svojim kolegom, da pripravljajo res številne aktivnosti, tudi predavanja. Tako da je, res se želimo, da je ta tema čim bolj pride do laikov in da res dvignemo nivo samozdravljenja in da bolniki čim bolj prepoznajo, da če imajo zdravstvene težave, pri katerih menijo, da še vse ni potreben obisk zdravnika, da pridejo do nas in da pravzaprav skupaj ocenimo, kakšno je zdravstveno stanje, razmislimo, ali imamo možnost, da mu izdamo kakšen izdelek oziroma da damo na svet za spremembo življenjskega sloga ali pa ne daj ocenimo zdravstveno stanje kot to resno, da ga napotimo k zdravniku, ker je potem potrebna naprej čim hitrejša obravnava. Jaz se zdaj še eno vprašanje. Če jaz kašljam, kiham, smrkam, kjero zdravilo bi mi predpisali, pa recimo, da sem za samo zdravljenje, pa recimo, da ne jemam nobenih drugih zdravil? Konkretno. Varnost pri samozdravljenju pri rekla srednji populaciji, ki ne jemlje nobenih zdravil, ki nima tveganja nosečnosti, dojenja, je pravzaprav nekoliko, bom rekla, v navednicah lažja za izbor, kakor pri ostalih skupinah. Predvsem, če pride v lekarno kronični bolnik, če pride v lekarno starejši bolnik, če pride oseba, ki je mlajša od 12 let ali pa mlajša od 18 let. Tukaj da zdaj konkretnega imena izdelka vam jih imamo več, a ne bi se pač skozi pogovor, bi glede na znak, ki vas najbolj moti, glede na način življenja, ki ga imate, ali imate, na primer, lažje tako farmacevtsko obliko ali drugače farmacevtsko obliko, skupaj. Sem novinarka, moram se čim prej pozdraviti. Ja. Kjer je zame najbolj primeren? Potrebni bo dodatno vprašanje, ali imate suh kašelj ali pa izkašljujete? Ok, suh kašelj. Z nosa vam teče? Z nosa mi teče. Suh kašelj, pa kaj še ste našteli? Glava me boli, mogoče imam malo vročine, malo povišeno temperaturo. Kjero zdravilo je za zame? Smemo meniti, Ti povej, kjer učinkovine bodo. Ja. Ali ste pa je čisto pa potem na vreme, da jaz zberem glede na ceno, verjetno? Cene so
To je zelo podobno. In jaz, če vam izdam eno, drugo ali tretje, ne bom nič več ali pa manj zaslužila pri tem. Verjetno boste ponudili, rekli boste na voljo, imate to, pa to, pa to, ne? Pa to, pa se vi odločite glede na farmacevtsko obliko, ker ste rekli, da bi želeli tablete, ki imajo več, recimo učinkovin, imamo pa kar spet za enake simptome, 2 ali pa 3 izdelke, ne, recimo. Želeli ste slišati verjetno to, da pač ponudili bi vam na izbiro kaj, vi bi se pa verjetno odločili. Sami odločili kaj in... Lahko jaz ne boste rekli pač, ne vem, to imate. Ne, navedeš to, kar je možno. Če so 3 približno enaki izdelki, navedeš vse 3, ne samo tega. Ne? Če pa samo ki se najbolj približa, pa mogoče kdaj tudi samo enega, ampak običajno jih je več. Jaz bi tukaj sem mogoče mačko dodala, ker sem bila mentor po eni raziskovalni nalogi dijakov za Krkino nagrado in so tudi imele podobno anketo. In so se pač njihovi anketiranci, če so imeli na voljo, če smo mi ponudili 3 zdravila, običajno odločili za tistega od tiste tovarne, ki so jo najbolj zaupali, ki so jo poznali, recimo, ne? Da je bilo tudi to eno. Nikoli pa mi ne svetujemo točno določeno, ne, pa damo malo, da se pacienti sami odločijo med 2 ali pa 3 izdelki. Zaupanje pa je veliko povezano tudi z osebnimi izkušnjami. Kot se videlo v raziskavi, a ne so bolniki lepo rekli, mislim, da je 45%, se odloči na osnovi izkušnje. Isto je tej, ko so te dijakinje delale, čisto do istih rezultatov. Lastne isto populacijo so najbolj pomembne. Ne? Mene pa še nekaj zanima. Jaz vem, da sem enkrat recimo rabila eno zdravilo, pa mi je predpisala za nos, ne vem, ko sem imela zamašen. Pa recimo me je farmacevtka vprašala, če imam probleme s srcem, žiljem. A je to dolžnost farmacevta, da spomni, ker jaz ne bi povezala zamašenega nosa nikoli z ožiljem, recimo, ne? A je to dolžnost farmacevta, dolžnost bolnika, da pove tako vse, kjer zdravstvene težave ima, tudi če gre samo za zamašen nos? Dolžnost farmacevta je, da svetuje ob izdaji vsake zdravila. Prav s temi akcijami pa mi želimo spodbujati, tismo, kar je govoril dr. Mlinarič, in se reče opolnomočenje bolnika, da bolnik čim bolj prevzame tudi svojo aktivno vlogo pri zdravljenju. Priznam, da v lekarni mogoče včasih ne zastavimo vseh vprašanj, želeli bi pa spodbujati res bolnike, da imajo pri sebi to odgovornost in da pri izdaji vsake zdravila, na primer, opomnejo, ne vem, mogoče to zdravstveno težavo ali pa sem noseča, kako je zdaj glede tega. Dojim, kaj pravite, ali lahko ta izdelek. Nekaj, recimo nosečno dojenje, to se mi zdi, da je nekako tako, da se izpostavlja. Mogoče ti 2, sta še najbolj odprti. Če imaš nos zamašen, pa se res ne bi spomnila povedati, ali imam bolezen srca, ali ožilja, ali ne vem, noga boli, mislim. Kot rečeno, želimo usporedno premikati ene mejnike. Mi se trudimo po svojih najboljših močeh, eni bolj, eni manj to priznamo, pa tudi bolnike želimo res čim bolj aktivirati, da sami tudi... Če se malo spomnimo, danes navade priročnik za samo zdravljenje, o tem smo se že enkrat prej na tiskovni konferenci pogovarjali, to je sigurno zelo pomemben korak k opolnomočenju bolnika. Še posebej zato, ker je plod domačega dela, se pravi slovenski lekarniški farmacevti so ta priročnik napisali in je napisan v tem smislu, da res pacientu nudi zelo konkretne, izčrpne informacije in da se pravi, da na ta način je tudi že bolj opolnomočen in gre lažje v lekarno, pa kaj vpraša. Mogoče samo še to prej se sprašvalo v teh projektih, v okviru lekarniške zbornice, mogoče dr. Mlinarič, lahko še to malo predstavite, poteka tudi projekt Vprašaj o svojem zdravilu. To je tudi nekaj, kar ste, bom rekla... Ja, to v bistvu je projekt, za katerega smo mi dobili nekaj sredstev na razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zavod za zdravstveno zavarovanje vsako leto razpiše nek natečaj za različne projekte. En tak zanimiv projekt je recimo projekt farmacevtskih intervencij, ki zdaj že 4. leto teče v mariborskih lekarnah. Drug tak projekt bo pa Vprašaj o svojem zdravilu, s katerim bi pa želeli še bolj spodbuditi ljudi, da bodo razmislili o tem, kako jemljajo zdravila, če jih res dobro poznajo in da bodo tudi razmislili o tem, da je lekarna tisti del zdravstvenega sistema, ki je na voljo brez čakalnih vrst po navadi, kadarkoli, tudi 24 ur, in da se tja da priti kadarkoli, ob katerikoli času, ob katerikoli vremenu, če tako lahko rečem, in da se da o svojem zdravilu vprašati. Jaz mislim, da zdaj ima tudi večina slovenskih lekarn prostor za svetovanje, to je tudi obveza, vsaka lekarna ga mora urediti, če ne ga uredi ob kakšni obnovi.
in tam se da tudi intimno pogovoriti z magistrom farmacije o zdravilih, pa tudi o drugih težavah, ki so pač povezane z zdravljenjem. A kdaj bo to morajo vprašati o svojem zdravilu ali že? Ta projekt bomo zdaj mi počasi na lekarniški zbornici zagnali, tako da nekako začetkom naslednjega meseca, oktober, november, se bodo te aktivnosti začele. Imate kakšne podatke, koliko je tega napačnega samozdravljenja? Zaradi tega? V številkah nimamo teh podatkov, mi smo se obrnili tudi na UKC, Klinični center za zastrupitev, da bi nam posredovali te podatke in nimajo prav številk ali pa procentov. Tudi, na primer, s tujine so rekli, da nimajo pač teh podatkov. So nam pa pripravili določene primere, ki bodo tudi predstavljeni v okviru našega simpozija, ker bomo na isto temo zdravila in samozdravljenje imeli tudi simpozij lekarniški farmacevti, da se res izpostavijo predvsem ta tveganja, ki so, na katera moramo biti še posebej pozorni pri samozdravljenju, ali pa mogoče poročila o določenih neželenih interakcijah, tudi v primeru zdravil, ki so izdane brez recepta. Kakšni so pa najpogostejši zapleti pri samozdravljenju? Mogoče kar Mira. Najpogostejši... V smislu najpogostejših tveganj, ne? Ja. V tem smislu ste mislim. To je že kakšne težave imajo zdravniki največ? Mislim, bolniki. Ja, najhujše je to, da pač se prikrijejo določeni znaki, lahko kakšnega resnejšega obolenja in se bolezen ne začne pravočasno zdravi. To je lahko najhujše, kar se zgodi. Ne? Sicer so pa tudi razni glavoboli, lahko tudi posledica recimo uporabe določenih zdravil ali pa kot neželen učinek, ne? Ali pa tako, da zdravimo nekaj, pa povzročimo pa ali potem izbruh nekega neželenega učinka, pa se stanje lahko še poslabša. Ne? Kaj pa glede teh prehranskih dopolnil, ki so pogosto predmet oglaševanja in bolniki oziroma prebivalci dostikrat tudi nasedajo brez razloga, da bi to jemali. Kakšna je vaša ocena, koliko je preveč tega jemanja prehranskih dopolnil? Jaz sem tukaj zelo kritična, predvsem zato, ker vsem menim, da to, kar je bilo že danes večkrat izpostavljen, bolniki prehranska dopolnila doživljajo kot tablete, kapsule, se pravi, da jih enačijo zdravili. Imamo zakonodajo, ki ne zahteva, da bi bila te izdelki, ki so na trgu, preverjeni, ampak je dovolj samo vpis v en seznam. Tako da je pravzaprav tudi stališče zakonodaje veliko odgovornost na strani lekarn, da pač res poskuša ponuditi tiste izdelke, v katere ima eno vrsto ali pa eno stopnjo zaupanja. Velik problem je to, kar ste sama izpostavila, oglaševanje in pripisovanje zdravilnih lastnosti prehranskim dopolnilom in tako imenovani PR članki. Moram reči, da sem prav vesela, ker bolniki sami prepoznavajo, kakšen je namen teh člankov. Da znajo že zelo kritično oceniti te članke. Tako da je pa še vseeno poraba prehranskih dopolnil prevelika in po mojem osebnem prepričanju prevelikokrat povezana z ekonomskimi cilji tistega, ki pač uvaža ali pa izdeluje prehranska dopolnila. En zanimiv primer, ne, recimo, če pogledamo malo našo zakonodajo, slovensko pa zakonodajo v tujini, koencim Q10 kot eno izmed najbolj prodajenih prehranskih dopolnil. Pri nas zakonodaja pravi, da je odmerek 50 mg, koencima Q10, dnevni odmerek do 50 mg velja za živilo, se pravi za prehransko dopolnilo, nad 50 velja za zdravilo in tak izdelek mora biti registriran kot zdravilo. Če greste v Nemčijo, je ta meja 100 mg, če greste v Belgijo, je ta meja 200 mg. Kaj je zdaj res? Nekatere države so na tem področju bistveno bolj liberalne, tako kot so tudi pri urejanju lekarniške dejavnosti, kaj zdaj je tisto, kar drži.
Imamo še en pravilnik o prehranskih dopolnilih, ki se pa nanaša predvsem na vitamine in pa na minerale. In tam tudi piše, da sem je to prehransko dopolnilo, je hrana, živilo, od tu naprej to zdravilo. To je zelo različno v Evropi. Velik problem je, ker se v okviru Evropske unije ni neke carinske kontrole, če si vi kaj naročite preko interneta in se zlahka zgodi, da si pač ljudje naročajo, če spet ta primer koencima izpostavim, ker je to verjetno cenovno ugodnejše, 200 mg tablete, ki pri nas veljajo za zdravilo. Pa kaj zdaj res? Kako ne bo zdaj ta pacient pravilno informiran? Ali se s tem že zdravi, ali to še vedno jemlje kot živilo in kaj se mu lahko zgodi? Tudi to je problem. Evropska zakonodaja na tem področju je pa izredno liberalna. Je bila pač tako zlobirana strani teh velikih živilskih koncernov in pri nas, pa veste, prehranska dopolnila se pri nas pojavi na trgu silno enostavno. Za kakovost mora jamčiti proizvajalec, je pa nihče ne preverja. Tak izdelek se samo notificira na Ministrstvu za zdravje, se pravi, da pač navedbe na ovojnini ustrezajo nekim standardom, še tudi ne vem, koliko tega sploh preverjajo. Kaj pa s kakovostjo, to se pa verjetno spomnite enega tednika pred 2 leti, ko je Kemijski inštitut ugotavljal, kakšna je vsebnost luteina v enih 30 izdelkih, pa so ugotovili, da jih polovica vsebuje premalo ali pa sploh nič te sestavine. To je velik problem. Problem je pa tudi ta, kar je rekla magistra Piskova, farmacevtska oblika, se pravi tableta, kapsula, kapljice, je pri ljudeh percepirana kot zdravilo in tako se pač ljudje tudi obnašajo. Naša naloga pa je, da skušamo to nekako, ta mit o tem, ali pa to napačno percepcijo malo izravnati ali pa popraviti. Mene še zanima, koliko so sploh farmacevti, ne vem, se prav izrazimo, polnomočeni znanjem o tudi drugih načinih zdravljenja, recimo ajurvedska medicina, prek interneta ali pa tudi v trgovinah lahko kupimo recimo ajurvedske pripravke, kot so maka, pa njim, pa mislim, vi veste sploh za ta zdravila in veste, kako svetovati? V prvi vrsti vas bi popravila, da te izdelki običajno niso zdravila. Zdaj, če so uvrščeni kot prehranska dopolnila, potem tukaj imamo mogoče od posamega zavoda do zavoda ali od posamezne lekarne do lekarne mičkan drugačen pristop. Jaz lahko rečem za gorenjske lekarne, da imamo tak način dela, da vse izdelke, ki pridejo v gorenjske lekarne in imajo status prehranskega dopolnila, še dodatno pregledamo in se potem na osnovi tega pregleda odločimo, ali bomo sploh imeli izdelek ali ne. Kaj pa, če bolnik pride v lekarno, pa ga vprašate, kaj pa vi jemljete, ne vem, za eno drugo zdravilo, kaj pa vi jemljete, pa reče, jaz pa vsako jutro pijem njim. Kaj pijem? To, eno. Zdravljenje je vse ene vrste tudi osebno odločitev, tako da če se bolnik odloča po osebnim prepričanju, znanju, vedenju za ajurvedsko medicino, potem ne moreš nasprotovati. Fino je pa, če nam vsem pokaže izdelek ali pa ne se pokazati in potem mi velikokrat pogledamo sestavine in potem na osnovi sestavin pač podamo naše mnenje. Velikokrat, na primer, pridejo kakšne mame vprašati za kakšne izdelke in so noter razni vitamini, minerali, tudi razni hormoni in druge stvari. Tako da velikrat si potem pomagamo s sestavinami, ker vsej, ko res poznam lekarniške farmacevte, ta posamezna področja, ne vem, ajurvedska medicina ali pa še druge komplementarne medicine je bolj od posameznikov odvisno, ali se zanimajo tudi za pač druge veje ali ne. Ni pa to del, ne vem, našega usposabljanja. Homeopatija je, ker so homeopatski izdelki definirani kot zdravila, tako da to dodatno znanje lahko pridobivamo po ustreznih izobraževanjih, kar se pa tiče ostalih načinov komplementarnega zdravljenja, je pa bolj na posamezniku, če se pa za to zanima. Jaz vem, da ima fakulteta za farmacijo zdaj že v tem osnovnem študijskem programu, da so možnosti nekih izbirnih predmetov, kot alternativno zdravljenje, drugi načini zdravljenja, kitajsko tradicionalno zdravilstvo, recimo, teh izdelkov pri nas še ni, pa recimo, kako pravite vi, ajurvedsko zdravilstvo. To se je zdaj začelo dogajati, pa vedeti morate pa še eno stvar. Prehranskih dopolnil je pri nas notificiranih verjetno tam okrog 4000
Na trgu jih je verjetno še več, najbolj marsikateri ni notificiran, recimo 5000 ali pa 6000, zdravil pa mislim, da je registriranih okrog 3000 tam nekje. In zdaj je to zelo veliko množico podatkov je potrebno obvladovati. Usposabljanje farmacevtov teče predvsem v smeri seznanitve z zdravili, z načini zdravljenja, tudi s tistimi prehranskimi dopolnili, ki so nekako najbolj prisotni, najbolj pogosti. Takšni novi izdelki pa so, bom rekel, zelo trd oreh. V lekarni sigurno, če pacient pride s tako težavo, se danes to komunikacijsko tehnologijo da zelo hitro poizvedeti v različnih bazah podatkov, kaj to sploh je in kaj bi lahko to za pacienta bilo. Je pa to sigurno zelo velik izziv, še posebej zato, ker je evropska zakonodaja, ki se moramo mi držati izjemno liberalna. Verjetno je to še bolj izrazito v tistih evropskih državah, ki imajo državljane, recimo, ali pa če rečem manjšine, kjer je recimo živi veliko Kitajcev, veliko Indijcev, ki pa imajo možnost imeti svoje tradicionalne lekarne, pač to svojo tradicionalno medicino izvajati, tam je to še večji problem. In znani so primeri, ko so se ljudje zastrupili, ko so imeli hude težave z zdravjem zaradi neustrezne kakovosti pa uporabe teh izdelkov, to je znano. Pri nas pa tega še ni veliko, no. Srečo še ne. Pa nimamo informacij. Ali pa tako. Ja. Pa ta prehranska dopolnila za športnike, to spada potem od tega se dosti uporabljajo aminokisline, vitamine, kofein, in ne vem, kaj se uporablja. A zato tudi potem dolžen v bistvu pacienta ne povedati, kaj gre pa ena zdravila. Kako bi zdaj rekla, ali je dolžen ali ni dolžen? To je dobro vprašanje, če je dolžen. Ne? Običajno, kako res vem, lekarne nimajo veliko teh... Ste dobro vprašali, zelo dobro ste vprašali. Kako res sem seznanjena, lekarne nimajo veliko teh izdelkov s tako sestavo, kot ste vi omenila. Nedvomno pa z velikim veseljem pač opozarjamo na ne samo, da bojo bile veliko večje mišice, ampak da so lahko tudi določena tveganja. Kot sem že prej omenila, včasih pridejo sami športniki, še večkrat pa starši. Mi bi bili zelo veseli, če bi se kdo od lekarniških farmacevtov začel tudi s problematiko prehranskih dopolnil v športu, pa s teh ojačanih hranil, ali kakorkoli se že temu reče, ukvarjati. Zdaj, takšne lekarne, ki bi to